kakšne prireditve se bodo odvile v Kranjski Gori skozi cel december? Ja, letošnje leto smo v Kranjski Gori pripravili kar pester program. Alpska vasica, kjer se trenutno nahajamo, bo pestra vse vikende v decembru. Se pravi, v sobotah in nedeljah imamo tukaj na trgu. Letos smo naredili novost in sicer, da smo Alpsko vasico povečali še na trg pred bivšim hotelom Razor ter na trg pred hotelom Kompas, tako da je dejansko več dogajanja. Imamo v decembru tudi 60. decembra uradno otvoritev smučarske sezone. Zvečer imamo koncert skupine Mambo Kings v dvorani Vitranc. Tukaj na trgu pa vsako nedeljo tudi prižig adventne svečke, tako da v znamenju, se pravi adventa, je poudarek v tej Alpski vasici. 3. decembra boste prižgali prvo adventno svečko, vrnili pa ste se iz cerkve, ko ste ponavadi molili za sneg. Tokrat ni bilo potrebno, ker je že sam padel. Tako je, ja. V začetku decembra vsako leto imamo tradicionalno mašo za sneg, ki je letos, hvala Bogu, nas že majhen prehitov in smo res veseli, da se je smučarska sezona v bistvu že začela, da bojo naprave lahko začele že obratovati, v bistvu že obratujejo in se nadejamo res dobre smučarske sezone. Vsa Kranjska Gora je že razsvetljena, vsa v lučkah. Ste pričakovali toliko obiskovalcev, kot jih je nocoj? Ne toliko obiskovalcev res niso pričakovali, ampak glede na to, da je letos že zapadel sneg, da je že vzdušje zimsko in pravlično, je res lepo v tej naši alpski vasici. Turistični delavci smo veseli, predvsem se je letošnja zimska sezona začela izredno zgodaj. Srčno upam, da smo si vsi nekoliko spočili po rekordni poletni turistični sezoni. Je pa seveda res, da smo 5. novembra zaključili s poletjem in 6. novembra je v Kranjski Gori zapadel prvi sneg. Kaj nam ta sneg pomeni? Ogromno, predvsem za smučarski center, ki živi od zimskega turizma. Veliko boljša predprodaja smučarskih vozovnic, veliko boljši obeti za zimsko turistično sezono in seveda vse se je nekako poklopilo in resnično upamo, da nam bo vreme naklonjeno in da bomo tudi po zaključku zimske sezone tako zadovoljni, kot smo sedaj z začetkom. Seveda ne moremo mimo tega, da letos praznujete 70 let jubilej preseka žičnice. Ja, drugo leto, leto 2018, ki je pred nami. Leta 1948 so naši predhodniki postavili prvo vlečnico preseka v Kranjski Gori. Oni so že takrat ugotovili, da je to dolina primerna za zimski smučarski turizem in njihove napovedi so se uresničile. Tako da upamo, da bomo v sodelovanju z našimi novimi lastniki v prihodnjih 2 letih temu smučarskemu centru, vsem tem napravam, dodali tudi novo gondolo, če nam bo le skupnimi močmi to uspelo. Vsi pa tega zelo želimo.